Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli na današnji uri resnice na portalu info360.si. Z menoj sta Peter Jančič in pa Miran Vidičič, stalna komentatorja. Nadaljujemo pa seveda z komentiranjem predvolilne kampanje, ki sicer uradno se še ni začela, ampak že nekaj časa na polno traja. Zdaj, veliko stvari se je zgodilo v teh nekaj dneh, tako da bi danes predlagal, da se razprava naša osredotoči na to, kar se dogaja v zvezi z politiko in pa pravosodjem. Na eni strani pregon tožilstva, ki preganja vodilne politike Nove Slovenije, jih je spravil pred sodišče, oziroma jih spravila pred sodišče, na drugi strani pa kadrovanje nekaterih vodilnih kadrov iz pravosodja na kandidatno listo Levice. Še prej pa bi mogoče par besed rekli o teh najnovejših dogajih na RTV Slovenija, povezanih z Tarčo. Zdaj, Peter, ti običajno, ko mi pa idemo na novinarje, to sem videl, ne, si nekako zelo, tako bom rekel, zelo tako braniš, ne, sicer običajno te novinarje, ne. Vedno najdeš neko tako besedo, da jih malo tako bom rekel, ne, pa pobožaš, pa rečeš, da ni tako hudo, pa da so, ne, da niso veliko sami krivi in to, ampak to ni res. Tako imam jaz občutek. Za neke primere sem tu čisto naravno povedal, da so novinarji lagali, recimo Karba na Delu, tudi knjigo sem o tem napisal, ne. So pa primeri različni, vedno pa niso. Ampak to me zdaj zanima, recimo, vajno mnenje, to velja tudi zate, ne, vajno mnenje, glej, Peter, a se ti ne zdi, da bi recimo v taki situaciji, kot je recimo tukaj Erika Žnidaršič, pa če pustimo zdaj ob strani, kdo je urednik te oddaje Tarča ali ne, ko tako še hirajo stavo, zdaj v bistvu kar pometajo tam, a ni to čas recimo, da voditeljica take oddaje da odpoved? Da zadrži, bom rekel, neko hrbtenico, neko dostojanstvo novinarsko in nekaj takega. To pa mislim, da ne. V tem primeru bi naredila drugi strani veliko uslugo, da se je znebijo, jo utišajo in v nadaljevanju več ne more z pozicije voditeljice na RTV nastopati, kar zdaj lahko in se tudi brani interno proti tej, jaz mislim, da se je zgodila zloraba, ne? Da je vodstvo, ki je bilo politično nastavljeno, zlorabilo svojo moč za to, da bi pač onemogočilo neko pošteno novinarsko oddajo, ki je bila nerodna za šefa vlade in njegovo partnerko, ne? In zdaj, če ona ostane tam kot novinarka javne RTV, je zaščitena in se lahko brani, če da odpoved in gre stran, je jutri več nikjer, več ne bo, to bi bila strašna usluga. Res, da bi zdaj pred volitvami mogoče drugi strani to koristilo, ampak mislim, da je bilo napak. Nimam zdaj to komisij, zdaj komu bi to koristilo. Itak se mi zdi neumno, da zdaj Svoboda to počne, ne, ker to je zagotovo v tej predvolilni kampanji, ta zgodba s Tarčo ne koristi, ampak gledam z tega vidika, ne, bom rekel, tega novinarskega dostojanstva. Mislim, da ne. V tem primeru bi pustila na cedilu tudi tiste, ki zaupajo tudi svojo ekipo. Jaz sem jo pogosto tudi kritiziral, pač ima sicer zelo dober šov, ne, je pa res, da je na Zorsko bil dostikrat pristranski vlevo, po praviloma. Ne. Ampak tu je pa treba biti korekten, tu je prav, da se brani iz pozicije, na kateri je, kjer je zaščitena in da ne pobegne. Zdaj, če bi povedala službo, je to bekno. Ampak pa te vprašam to, zakaj recimo pač zdaj nekdo pač piše te odgovore v imenu uredništva Tarče, recimo, da jih piše Erika, to zdaj točno ne vemo, tam na socialnih omrežjih. Zakaj ona nikoli natančno ne napiše, zakaj vedno pušča neke tam neke, ja veš, vse je nekaj malo zavito v meglo, so mi rekli, pa mi niso rekli, pa to pa ono, ker zdaj vodstvo RTV tu očitno res lagalo glede Tarče, ampak ona pa tudi natančno ne pove, kdo je kaj rekel, kdaj je kaj rekel, vse te stvari. Zdaj, vodstvo RTV je pošiljalo sporočila za javnost, da je oddaja nikakor ni odpovedana z političnih razlogov, da gre za neko odsotnost, ki niso bila podpisana. Pazite, vrh televizije, direktorji se ne podpisujejo, da bi lahko kdo preverjal ali pa sprožil kakšne kazenske postopke. Ne? To je res velik škandal. Na drugi strani, da neka novinarska ekipa, ki je podrejena, ne, ki lahko vrh udari, ne, da varuje drugega, pa jaz razumem. Recimo v primeru, ko je šlo za tisto afero Naboj, ko me je specializirano državno tožilstvo potem klicalo na zagovor, in je zahtevalo, da razkrijem vire, pa novinarja, ki je pisal, da bi on razkril vire informacij, kdo nam je povedal, kdo je ta storilec, ki ga je policija našla. Ne. Jaz nisem bil, sem prvič skril novinarja, ni bil podpisan, ker smo vedeli, da bojo ga probali zvit, ne, in drugič jim seveda nisem nič povedal. In spet da z podobnih razlogov, ker gre vendarle za novinarske profesionalce, zdaj tudi v Tarči se medsebojno varujejo, da ne bi bile sankcije. Pazite, te stvari so nevarne, ne, dolgoročno. Ne more si vsak novinar privošči tega, kar si lahko jaz ali pa kar si ti, Bojan, da preživiš tudi izven teh velikih medijev. Običajno je to konec. Nimaš nobene možnosti več. Te pokopljajo. Največkrat se tam kariera konča, ko odideš. Tako da jaz tu pa jih branim. Tu pa jih branim. Za vsa ta vprašanja, ki si postavil zdaj, Peter bo zastavil. Veliko si mu zastavil. Ja, veliko sem. No, jaz novinarjev nisem jih branil, sploh v tem mandatu, ker so bili del te koalicije. Kar se tiče konkretnega, sej v končni fazi mačkanje treba
pobrskati po spominu, že mi trije, ne, pa smo bili v nekih postopkih, formalnih ali neformalnih, ne, zaradi svojega dela. To je pač značilnost svobode. Ne. Če si argumentiran, kritičen, potem gledajo, da te probajo utišati. Ne. In to, kar se Eriki Žnidaršič dogaja, pravzaprav je samo nadaljevanje nečesa, kar mi trije ali pa še kdo širše pozna. Ne. Zdaj, mene predvsem tukaj torej preseneča, da je ona pripravljena vsaj deloma jim pomagati s temi bolniškimi, ne, da se vedno zgovarjajo na neko bolniško. Tokrat ni, ne? A ni ona tokrat bolana? Tokrat je uradno sporočilo televizije, da gre za nepredvideno odsotnost nekoga, ne pišejo koga. Ne pišejo bolniški uradno. Ampak do zdaj je načeloma vedno šla na bolniško. Zdaj po mojem niso, ker to se da preveriti. Čak sem Peter, da sem puzal do konca. Ne, sej, v bistvu tokrat se pravi je nekaj drugače. Ne? Tokrat ni ona očitno zbolela, ne? Ker do zdaj je bila vedno, se je izgovarjala na njeno bolniško. Ne? So jo zboleli. So jo zboleli, enkrat je to vodil Bergante, enkrat je, se spomnite oba. Skratka, da se vrnem. Dejstvo je, da oddaja, ki bi govorila o Tini Gaber Golob, oddaja, ki bi govorila o Andreju Ribiču, torej o ljudeh, ki so najbližje Robertu Golobu, se pravzaprav ne sme zgoditi. Iz njihovega zornega kota. Ne? In tukaj bi verjetno bilo, ne vem, karkoli, samo da se ta oddaja ne bi zgodila, če bi torej ta ekipa Tarče, če ima sploh možnost, ustrajala na tem, da se ta zgodba zgodi. Ampak jaz mislim, da Ribič je bil že parkrat na tapeti, danes pa Ribič sta bila že na tapeti Tarče, ne? Zdaj, že nekaj. Mislim, da je bil tukaj glavni problem Tina Gaber. Jaz mislim, da je ona to izsilila od svojega moža, Roberta Goloba, in on je šel v akcijo. In to so se strinjam, Ribič je pač tako malo teflonski, ne ga lahko, pa se pravzaprav ga ne prime. Ne? Pač tak specifičen človek. Ne? Pri tej ženski, ne, torej pri Tini Gaber Golob, ki pa gradi svojo estradno Instagram kariero na tem, da so ljudje fascinirani nad njo, da je praktično neka kraljica bom rekel, iz bajke, ne? Pa verjetno, da imaš prav, ja, da je verjetno iz tistega lonca ali pa iz tiste spalence prišla zgodba ustrajanja, da se ta oddaja ne odvije. No. Ampak zdaj očitno je, ne vem, je zdaj Golob ocenil, da je zanj manjša predvolilna škoda, če recimo ta tema, ne, kako Gaberova kadruje po kmetijskem ministrstvu, ne pride na Tarčo, kot zdaj vsa ta zgodba za to, ki se zdaj odvija, ta cenzura, ki je res pač... Ne razmišljajo oni v to smer, ne. Oni razmišljajo v smer, ne, mi smo vladari, mi smo 22 dobili, se pravi, se vidiš po obnašanju, oni se pravzaprav ne samo, da pristojnosti, ki jim pravzaprav ta ustava in te zakoni narekujejo, oni grejo veliko širše. Ne? In to je ta filozofija ali pa ta miselnost Zorana Jankovića, noben nam nič ne more, mi delamo, kar želimo. Niko nam nič ne more. Ja, ne? In enostavno posegajo tudi tam, kjer pravzaprav ne bi smeli. Je pa res, da imajo ob tem celo vrsto nekih pijunov, ki so jih postavili sami, če govorimo o RTV-ju, ki nimajo te hrbtenice reči ne. Jaz bi bil previden tam, da je sam Tina razlog. Ne. Gospod Ribič je lahko tehten razlog za cenzuro. Ne. Oni so ga politično nastavili na vrh Darsa in to celo za zlorabo. Počasi. Za zlorabo tudi policije, ki so jo poslali, da je preiskovala prejšnjega direktorja Hajdinjaka, zato da bi odstopil. Ne. In v tem procesu tega preiskovanja, kot se je zdaj poiskalo, je policija pač zlorabila ta pooblastila za preiskavo, zato da je preiskovala opozicijske nadzornike obveščevalnih služb parlamentu, poslance NSI-ja, komisijo za nadzor obveščevalnih služb, ki preverja, ali mora biti policija, tožilstvo in sodstvo zlorablja oblast za to, da bi pridobival neke podatke o opoziciji. Ne. Tu v tem primeru se nam je razkrila neka dejansko, sami so razkrili hudo zlorabo, ki so jo dejansko zagrešili, zaradi katerega je upravičen, pa bi bil upravičen ta nadzor. Ne. Jaz mislim, da Svoboda nikakor ni zainteresirana za Tarčo, kjer bi se kaj dosti še pogovarjali o Darsu pa Ribiču, ker imajo tam velikanski, tudi mednarodni škandal, ker to je pa zdaj prišlo do Evropskega parlamenta. Tam pa oni nimajo večine v Evropskem parlamentu, niti nimajo večine medijev, da bi prodajali to, kar smo gledali na RTV paslo gospodu
do Miho Šepca, ki je prodajal zgolj to vladno propagando, ne, ki skuša prikriti, kaj se je dogajalo. Tega ne moreš v Evropi, ne, to jim pade v vodo. Ne, tako da mislim, da je tudi drug razlog še, zakaj je ta cenzura dejansko se po mojem zgodila. Ne. Lahko da je celo oboje. Ne. Ne, na nek način imaš prav, ampak jaz gledam skozi prizmo slovenskega volilca tik pred volitvami. Ne. To, da je Ribič prišel na način, kot je prišel na Dars, vemo. To, da je zaposloval, kakor je zaposloval, tudi vemo. To, da so se podpisovali aneksi, tudi vemo. In ne nazadnje Ribiča se je, bom rekel, medijsko obravnavalo. Ja, po njegov brat zgradil stavbo. Tine Gaber se pa ni do zdaj v takem kontekstu medijsko obravnavalo. Lahko da imaš ti prav, da je iz dveh strani prišlo, ampak jaz sem prepričan, da podobico sila uspešne ženske, ki jo je zastavila sanjsko poroko in z vsem, je treba ohranjati. Čeprav jaz mislim, da se ta Golobov krog ne zaveda, da vsak nastop Tine Gaber, vsaka pojavnost Tine Gaber pomeni za svobodo, za levi pol, za zmerno levi pol veliko sramu in pa procent dol. Ali pa očitno se to zaveda, so tudi umaknili iz kampanje. Ne? In očitno se Tina Gaber ni uspela izboriti. Si predstavljaš, kaj je mogel to naložiti? Ja, ampak tukaj mislim, da je on preprosto ni mogel, on je bil po mojem pod strahotnim pritiskom, ne? Ker tukaj ga je verjetno Gaber postavila predejstvo, hej, čak. Jaz mislim, da to ni mogel. Boš dosegel to zamenjavo Tarča, ne boš dosegel. Ne? Jaz mislim, da to, kar se tiče teh umikov, ki zdaj govoriš iz kampanje, to prvič ni dosegel Robert Golob, ne? Ker če bi to Robert Golob imel to moč proti njej, ne? Bi dosegel tudi to, da se ne vmešava v diplomatsko mrežo, bi dosegel, mislim, cel kup enih stvari, kjer bi lahko on dosegel nekaj, pa si videl, da ni mogel. Jaz mislim, da so tle večji igrači v ozadju, ki so zahtevali umik Tine Gaber. Tisti igrači, ki jim je ideološko levi pol zelo pomemben, da dobiva volitve proti Janezu Janši. Tle ni zdaj hec. Ali, mislim, tle ni vprašanje. Skratka, on je pač mogel reči, da mora razumeti. Ne vem, če jih sploh on rekel, lahko da je on, ampak dejstvo je, da on bi lahko parkrat posredoval že. Ne, da se ta ugled te države ne bi, bom rekel, krnil, pa tega ni naredil. Kar samo kaže, da je lik, bom rekel, totalno nesamozavesten in da konec koncev niti ne ve, kaj je biti predsednik vlade. To bolj spominja na, bom rekel, obdobje Filipinov z Imeldo Marcos ali pa Romunije z Eleno Čaušesku. Očitno človek nima te samozavesti in te odločnosti in moči, da bi lahko brzdal ambicije svoje žene. Ampak bi še eno dimenzijo dodal, ki se mi zdi izjemno pomembna. Še tretja stvar je, zakaj je ta oddaja bila prepovedana. To je pa to, ker je Tarča že prejšnji teden odprla temo zlorab državnega denarja in državnih podjetij direktno za volilno kampanjo Svobode, ki se ravno kar dogaja. Del teh zlorab je tudi nek nadzor Bojana Požarja v preteklosti, kot o tem si pisal, da so naročili direktno nadzor in da je to bilo, kako je bilo to plačano. Jaz mislim, da si tudi te zgodbe ne želijo. Temu rado rečejo monitoring. Monitoring, te zgodbe si ne želijo, ker jim je ruši kampanjo, ki jo ravno kar imajo. Če boste pogledali splet pa to, se to res dogaja, te zlorabe. Sej niso samo ta podjetja, je še kup nekih zavodov, recimo in od Domna Saviče, Nike Kovač, mirovnih inštitutov, vse ga mogočega. Tega tudi niso želeli, tako da so imeli kup tehnih razlogov za, da se to ustavi. Sploh pa to, nadzor novinarjev. To se je zelo malo govorilo, Bojana. To normalno, v normalnih družbah je to škandal, da se z državnim denarjem in v državnih podjetjih kaj takega počne. To niti, sploh mogoče tega ne bi tako hitro ugotovili, če ta Andrej Ribič, novinar, pač predsednik uprave Darsa, se ne bi s tem celo javno pohvalil. On je to intervjuju za Mladino povedal. Očitno tudi tega kriterija nimajo. Kaj lahko povejo in kaj ne. On se je celo pohvalil s tem. Peter, ti govoriš, da to škandal, on se je pohvalil s tem. To so daleč od tistih časov, bom rekel, 90-ih, 2000 in tam naprej, LDS-a, SDS-a in podobno, kjer so se vsaj kakšne take kadrovske nečednosti želele malo v celofan zaviti. Tle pa direktno pove, da se je zmenil s predsednikom vlade, da nekam gre. To ti kaže, kako je ta slovenska pravzaprav politično menedžerska, zdaj govorimo o teh državnih kapitalistih v prostem pacu. Mislim, meni se to zdi, da ta človek sploh ni posebej, bom rekel, brihten, ampak pustimo se to. Ampak to sem hotel zdaj Peter reči, a ni zdaj ta zgodba, s tem popolnoma kompromitirala recimo te tri osebe, ki na nek način vodijo ta RTV
pa informativni program, se pa Natalija Goščat kot predsednica uprave, pa Polono Fijavš, odgovorno urednico informativnega programa TVS-jo in pa Ksenijo Horvat kot direktorico televizije. Te so zdaj v bistvu popolnoma kompromitirane, ne. Očitno res delujejo tako kot in kabinet predsednika vlade, figurativno rečem, Vesna Vuković, kdorkoli pač ne večine. V neki normalni državi, gledam to, da so bile po največji čistki v zgodovini države politično vse nastavljene, ker je popolnoma jasno, ne morejo biti bolj kompromitirani, kot so že. To se je pač zgodilo v tej državi, Ustavno sodišče zaradi tudi političnih pritiskov takrat iz Evropske unije pa z politike je preklicala odločitev, da to zadrži do danes, ni presodilo, ampak vsi vemo, da se je zgodilo. Vem, Peter, ampak Erika je z njimi skupaj tam demonstrirala v prvih vrstah in njihova kolegica bila tudi takrat, ne, in nosila isto majico, ne. In zdaj so jo pa kaj izdali, so jo kot bi rekel, keksa. Težava, ki jo imajo, je to, da pač ne glede na to, da se je zgodila politična čistka in so tam politično nastavljeni s političnimi razlogi, da zdaj uredijo ponovitev vladanja sedanji vladi, ne, na televiziji vseeno veliko število novinarjev, ki pa niso tam politično nastavljeni iz teh razlogov in nimajo teh istih računic in oni ne bodo plačani za to, da bojo uredili, da bi Golob, pa Han, pa Vrečkova še vladali, ne. In ti pač delajo svoje delo in potem pride do konflikta, kot je zdaj tu prišlo do konflikta. To je razlog za konflikt, ne. Ti novinarji so nazorsko še vedno lahko in tudi so pri Tarči, ne, na levi strani, ne. Ampak so profesionalci, ki pošteno opravljajo svoje delo in če imaš na drugi strani nepošteno vodstvo, ki je politično nastavljeno, pač poči. In tu je zdaj počelo. No, pa je po vajnem mnenju tukaj Forbici zraven? V bistvu je Peter že namignil tudi na Forbici ali pa na svet, bom rekel. Lej, po mojih informacijah je ta moment situacija na RTV takšna. Nimajo zunanjega sovražnika, ne, ker dejanšenizirani, ko so že rekli, ne, praktično to ime tako. In zdaj ime ustali, da se med sabo pokoljajo in to je to, kar je Peter omenil, ne. Imaš levo orientirane novinarje, ki pa vendarle nekako svoje delo želijo opraviti in pa imaš čiste pijune te Golob Mesec koalicije, ki so pa, bom rekel, trdi predstavniki te najbolj surove in pa najbolj, bom rekel, ideološko skrajne ideje, skupine, kakor želiš, in tle zdaj tudi ta konflikt nastaja. Tle, med njimi nastaja konflikt. Sej, janšistov praktično na televiziji ni, ne? To je prva stvar. Druga stvar, nimaš pravzaprav nikakršnih težav z nekim SD-jem, oni so tiho, ne? Peter je telefon zazvonil, ne bomo mislili, da je zapustil studio. Peter, se niso žaljen, ne? No, skratka, hočem ti reči, a veš, enostavno so zdaj trčali v interese, se pravi, ta striktno, strogo Golob Meščev krog je trčil v interese nekih zmernih novinarjev, lahko tudi levih. Ne? Peter, kje pa je zdaj tukaj pozicija Gorana Forbiča, predsednika sveta? Za njega si vprašal. Po eni strani je glasoval proti temu famoznemu programsko-poslovnemu načrtu za letošnje leto, po drugi strani je njegova zasebna partnerka, podpredsednica komisije za KPK, ki Golova, ne, lovi pa ga drži za vrat. Kaj so to za ene pozicije? No, on je bil nastavljen na vrhu, zato da izpelje ta projekt, da pač zagotovi, da bo RTV Slovenija pač zagotovila kampanjo za ponovitev oblasti Roberta Goloba. Trenutno v teh konfliktih direktno ni vpleten, bo pa moral zdaj skrbeti, da se čim bolj zvlečejo s tem, da bi manjšo minimaliziral škodo, ki je nastala, ker zdaj pa se je to razvedlo in močno odmeva, ker to je vendarle najbolj gledana oddaja, verjetno, RTV Slovenija. Ne, skozi ima še nek ugled. Informativni program, ne, oni imajo kup nekih oddaj, ki so dejansko programsko čista sramota za javno RTV, recimo Marcel, tudi Gobčeva, ne, ki so kršitev vseh standardov, ki so pristranske, znano pristranske. Medtem ko ta je vendarle vse profesionalna, ne, in jo precej ljudi gleda. Tudi sam sem gledalec, ne, Tarče. No, jaz mislim, da je on predvsem skrbnik ideologije, ne. Skrbnik ideologije, torej tisti prvi udar, ki se je zgodil na RTV-ju, je bil pravzaprav on tisti, ki ga je nekako speljal, ne. In seveda zdaj so pa tle te nianse, o katerih sem prej govoril. Zdaj, kam ga lahko opredelimo, ne? Ali je, bom rekel, v širšem kontekstu levičar, ali je del Golob Meščevega skrajnega dela,
to bo pokazal tudi čas do volitev zdaj, oziroma potem, dokler bojo pač te ljudje ostali na teh pozicijah, ampak zaenkrat se mi zdi, da on je bil za tisti big picture, največjo sliko, kot se reče, torej tako imenovane deenšizacije televizije. Ne. Dobro, potem predlagam, da gremo naprej, se Peter je prej že delno načel, zdaj ta pregon teh vodilnih politikov Nove Slovenije, zdaj tukaj je kup nenavadnosti, take nenavadnih slučajnosti. Eno je, da se to zgodi po 2 letih, točno tik pred začetkom tega uradne predvolilne kampanje, tik pred volitvami. Druga stvar je, da se preganja, da policija v bistvu pa tožilstvo preganja tiste, ki bi mogli policijo oziroma obveščevalne službe kontrolirati, nadzorovati. In tretjič je to, da se to gre tako množico. Praktično cel vrh Nove Slovenije je pod obtožbo zdaj. Pa zdaj, kot vidimo, dan, 2 nazaj, 3 nazaj, se je zadeva očitno preselila na nivo v Bruselj, na nivo Evropskega parlamenta. Lahko zaradi točnosti nekaj opozorim, ker to vsi mediji malo prikrivajo. Dejansko tukaj ne gre za noben pregon. To so se mediji izlagali. Kazenskega pregona ni nobenega. Specializirano tožilstvo je dalo samo predlog sodišču, da oceni, ali bi šli v kak pregon. Namreč, če bi bil kakršenkoli kazenski pregon, bi morali na sodišču za to... Tožni predlog je vložen. Ne, to ni kazenski pregon. Če bi bil dejanski kazenski pregon, to je predlog, da sodišče presodi, ali bi šli naprej. Če bi bil dejanski kazenski pregon, bi morali po ustavi, poslanskem zakonu in poslovniku parlamenta pridobiti dovoljenje Državnega zbora, da ga smejo peljati. Poslanci so namreč zaščiteni z imuniteto, tudi če se na njo ne sklicujejo. Jaz sem parlament posebej vprašal, ali so pridobili obvestilo o kazenskem pregonu in prošnjo, da se to dovoli, in iz parlamenta so mi odgovorili, da nobenega obvestila niso prejeli, torej nobenega pregona ni. Zdaj še dodatna stvar je to. Zakaj pa potem mediji zdaj govorijo samo o tem, da je vprašanje imunitete? To bi še to sem tev reči. Tu gre seveda za vprašanje imunitete. Šele, ko je ta postopek sprožen, potem pride do te dileme, a se poslanci odrečejo imuniteti, kar se lahko, ampak tudi v tem primeru parlament odloča, ker jim lahko da imuniteto tudi, če se ne sklicujejo na njo. Ampak poslanci NSI-ja, ki so nadzorniki obveščevalnih služb, javno povedo vsakič, da oni niso še nobenega akta dobili, da bi ga lahko pogledali in bi se sploh odločili, ali zahtevajo imuniteto ali ne. Oni prebirajo zgolj... to pa je najpomembnejše. Oni še tehnično gledajo, še ne vedo, zakaj se oni pridobivajo zgolj informacije iz nekih medijev, ki so bile v te medije posredovani iz tožilstva in policije ali vlade za potrebe predvolilne propagande in ne bi smeli biti posredovani. Vlada sploh ne bi smela imeti teh dokumentov še. Ampak drugače si ni mogoče tega postopka sploh pojasniti. Ne govoriti o vladi, govoriti o Gibanju Svoboda. Govorimo o vladi, zato ker policija deluje v okviru in nadzor policije se je izvajal na policiji, ki deluje v okviru vlade, pozneje je obstajal še nek drug postopek, ki se je dogajal na Darsu, in ta 2 postopka je bilo treba povezati. Ne, govoril si o utekanju informacij. Tle jaz tukaj ne bi vpletu vlade, kakor konkretno stranko. Kako bi pa lahko ravno v medije, za katere vemo, da propagandno delajo za sedanjo vlado, prišle točno te informacije in bi bile javnosti posredovane na načine, ki diskreditirajo opozicijo. Oni so direktno v teh informacijah smo brali, kako je NSI preverjala, ali se prisluškuje njihovim članom, in to je bila njihova funkcija. Ni res. To je čista laž. Nadzorna komisija ne preverja, ali se prisluškuje nekim posameznikom, to njih sploh ne zanima. Njih zanima, ali se pri prisluškovanjih, ko so že dovoljene, ko jih dovoli sodišče, to zlorablja. Ker smo imeli v preteklosti in v socializmu in kasneje primere, ko se je to zlorabljajo za politične obračune. In zato imamo to v zakonodaji, ta opozicijski nadzor. Ni ta komisija KNOVS prišla tja z nekim spiskom imen in priimkov in vprašanjem in pregledovala, ali se tem in tem ljudem prisluškuje. To je prvo vprašanje. Če pa zveš, da se, potem pa lahko upravijo nadzor. Šele takrat. In to je njihov cilj bil. To, da so jim rekli, ni prisluškovanja, jim je onemogočilo, da bi nadzor, ki bi ga morali opraviti. In pa pač končali delo, so rekli, vse je v redu, torej niso nič zlorabili, ampak, gledajte, zdaj pa beremo v medijih, da nadzor dejansko je bil.
Gospoda so nadzorovali, njegove komunikacije. Katerega gospoda? Koga? Valentina Hajdinjaka, Aha, direktorja Darsa, za katerega ja. policija rekla, da se ne nadzoruje. Ne? So ga nadzorovali, njegove osebne komunikacije in to s poslanci NSI-ja, s temi, ne? Ki so jih zdaj celo ovadili, ne? In so s tem priznali, da so pridobili podatke o komunikacijah politika NSI s poslanci NSI-ja, ki jih zdaj preganjajo, da bi naj izdali, pazite, državno skrivnost, ki bi naj bila v tem, da se Valentinu Hajdinjaku ni prisluškovalo. Ker ni nobena državna skrivnost. In tudi trditev, da ne sme ta komisija preverjati tega, ne, potem, ko so je policija rekla, da ni prisluškovala, je absolutna zloraba. Seveda lahko preverijo in morajo preverjati, ker policija preprosto dostikrat prikriva zlorabe. Vse noben ne bo priznal, mi smo zlorabljali, ne, moč. In pač, kako se pa preverja, tako da ljudem poveš, ne, pravijo, da niso. Peter, dejstvo je to, kar sem jaz očitno povedal, da tožilstvo na nek način preganja za te 3 ali 4 poslance, oziroma 3 poslance, pa enega evropskega poslanca NSI. To je dejstvo, ne? Zdaj, kakšne ostale finese predlagajo sodišču začetek pregona, ampak sodišče se še s tem ni čisto strinjalo. Izvoli. Lej, treba se vrniti še mačka nazaj v to naivnost Nove Slovenije, ne? Se pravi, z začetka mandata, ko so naivno, bom rekel, verjetno v dogovoru s to Svobodo, ne, vzeli vsa opozicijska mesta v teh nadzornih funkcijah. Takrat bi morali malo razmisliti o tem, ne, da lahko pride tudi do spora in da, če so mačkam poznali Goloba, pa verjamem, da so ga, ne, oziroma to kliko, Vesno Vuković in podobno, ne, da bo ta klika delala brutalno. Ne, in enostavno so ostali v tem momentu zdaj brez zaveznikov, ne, v opoziciji, konkretno brez SDS-a, ne, na nek način, čeprav moram reči, da se kar nekako pojavlja tudi SDS, ki zagovarja oziroma ki brani ta stališča Nove Slovenije, ki nosi. To je osnovni problem. To je njihova naivnost in ta naivnost, to naivnost so zdaj, bom rekel, ali pa bojo plačali in od tle naprej morajo gledati nekako pozitivno v prihodnost. Ne. Zdaj, sam ta postopek pa je čuden, ne. Bodimo pošteni, zelo čuden. Ne. V končni fazi, če samo pogledamo po informacijah, ki jih imam jaz, kako je vse skupaj teklo. Zdaj, kdo se je odločil za ta nadzor, kako se je odločil in podobno. To ne vem. Ampak dejstvo je, da sta bila tam zraven tudi 2 poslanca koalicije. Konkretno gospod Baković iz SD-ja in pa, ne, pozabljam primek, veliki asfalter iz Gibanja Svoboda, ne, človek, ki si je dal... Uranič, ja, hvala. Ki si je dal tisti asfalt položiti in naenkrat... Tudi v nekem drugem postopku je uvadil. Ja, verjetno. Ampak hočem ti reči, njih ni v tem postopku. Ne. V postopku pa sta 2, ki na nadzoru nista bila. Horvat pa Vrtovec. Nista bila prisotna. Ona 2 sta bila? Ja. Pa je vzej... Vrtovca pa Horvata po mojih informacijah na tem nadzoru ni bilo. Bila sta pa Baković pa Uranič. Zdaj, kot vidimo, ne, so izgovori Svobode v tem, da Uranič ni mogel vedeti, ne, kaj bojo delali. Ne. Saj očitno tudi za asfalt ni vedel, da bojo njegove hiše ga vlekli. Mislim, to so malo take čudne zadeve, ki policijo pravzaprav in tožilstvo ne bi smele zanimati, po moje, da ne. Ne? Tako da, veš, en cel kup enih takih stvari je potem zadeva, da po nadzoru oziroma po obisku, ali kako se temu reče, ne, v pol ure je bilo to v necenzuriranem. Pričemer je po mojih informacijah, po mojih informacijah samo vrh policije, to so 3, 4, 5 ljudi, vedel, ne, kaj se je dogajalo oziroma kaj se je zgodilo. Isti moment je bilo, kdo je skupna točka policije in necenzuriranega? Vesna Vuković. Mislim, najbolj logična, jaz nimam nobenega dokaza, ampak najbolj logičen zaključek je, da je spona med necenzuriranim in policijo Vesna Vuković. Jezna na Novo Slovenijo in podobno. Pa se je tudi osebno hodila na NPU in podobno. Tako da, a veš, tle je en cel kup enih stvari in še nekaj je, ne, sej jaz želim verjeti, da recimo politika na sodišče nima vpliva. Ne morem pa tega zagotoviti, da nima na tožilstvo. Jaz bi tu rekel, ne, da seveda politika ima in bi rad s konkretnim primerom pokazal, kako to počnemo. Ne. Prejšnjič, ko sem bil tukaj, Bojana ni bilo v studiu, zaradi tega, ker je moral v času, ko se snema na sodišče. Ne. Tisti primer je zanimiv. Ne. V tistem primeru sem jaz tudi poročal. Ne. Poročal sem skrajno pošteno. Vzel sem podatke. Govorimo o poslanki Hotovi. Vzel sem podatke Slovenskih novic, ki so lokalni novinarji dobro tam poročali.
Ne, pridobil sem pa tudi odziv Hotove iz parlamenta, zato ker sem pa še dodatno pač pridobil nek dokument, ki kaže, da je bila tam pletena, ne, da obstaja pač policijska dokumentacija, ki v njej tudi govori. Ne. Potem so mene iz tega specializiranega tožilstva, istega, ne, ki preiskuje uhajanje, slabo varovanje zaupnosti iz policije, kot novinarja povabili, da moram tam pričati, ne, priti k njim, so rekli, da me bo sicer prisilno privedli, in sem tudi prišel, ne, in so od mene zahtevali, da jim moram razkriti vire mojih informacij. Kje sem zdaj izvedel, da policija, ne, da je ta bila na policiji. Ne. Daj, ne, meni je to, jaz sam si nisem nič povedal, ker novinarji to poznamo, ne, ni šanse, tudi ne smem, tudi zakonodajo so ravno sprejeli, da se ne sme niti sorodnikov zasledovati pa preverjati, ne, ampak sem pa tudi teh policistov, ki sem malo doveden, pa zvedel, kdo je pa to sprožil. Postopek, ne, je sprožil oče, ne, oziroma družina, ne. Tožilstvo je delalo... Hotovi so sprožili... Hotov, jaz ne vem kdo, z družine so sprožili postopek, da je specializirano tožilstvo, ki ima posebne policiste, ki preverjajo delo policije, ne, da so oni preverjali, kje je z policije do novinarjev ušel podatek, ki je diskreditiral poslanko. Privatno... Čakaj, Hoti so angažirali policijo, da zve, če ga... Oni so sprožili postopek, policija pa je pristala na to, tožilstvo, ne, pa je za svojo posebno policijo pa je pristalo na to, da za njih izvaja to vlogo in skuša od novinarja pridobiti vir, ne, da bi preprečili sicer uhajanje podatkov o ravnanju nekih politikov. To je in tu imamo zdaj, ne, v tem drugem primeru, o NSI-jevcih, ne, imamo te iste probleme, ne. Jaz nisem toliko prepričan, da je to tožilstvo, kako bi rekel, del sodne oblasti, ker ni. Ne, oni pač upravljajo neko funkcijo in tudi ne smejo biti, ker to bi bilo nepošteno sojenje. Kako pa potem sodijo ljudem, če imamo tam sodnika pa tožilca, ki sta oba sodstvo. Ne, to je kadija toži, kadija sodi, to je balkansko. To bi morali tudi z tega vidika tudi novinarji opozoriti, ne, da to tožilstvo ne sme govoriti in širiti okoli, da so oni sodstvo, ker niso. Oni so posebna veja oblasti, ki je... Vse to se že večkrat opozoril. V Ameriki je generalni tožilec hkrati pravosodni minister. In to ni nič takega. Pač... Mislim, to je škandalozen primer. Malo smo se odprej pogovarjali o tem, da je tudi v tem primeru, ne, policija formalno uvedla postopek, kdo je izdal podatke Primožu Cirmanu oziroma portalu. Po mojih informacijah se je to že notranje preiskava zdaj traja, koliko, 2 leta. Uvedli so ga... Ja, formalno so ga uvedli, ne bojo ga pa zaključili, ne, ker se točno ve, da bi mogli preiskovati 4 svoje najvišje. Pa vprašanje je, če so Cirmana zaslišali tako, kot so zaslišali... Ampak kaj hočem reči? To, da je nekaj hudo narobe v delu policije in pa v delu tožilstva, sem jaz na svoji koži tudi torej občutil. Jaz imam postopek, ki traja in traja in traja, kjer se je, ne vem, 4-krat, bom rekel, popravljalo zapisnik policijski, tožilka je samo 4. verzijo prepisala. Skratka, zelo zanimive stvari, ki so me na osebnem nivoju zelo zainteresirale, da vrtam in iščem, bom rekel, te povezave in navezave. To jaz lahko zdaj povem. To, kar pa ti povedal, je pa škandalozno, ne, da neka družina, da torej policija... Ne neka družina, čak, to ni neka družina. Ja. Predsednica državnega zbora. No, sej to, ne, da lahko pravzaprav se policija postavi. Mislim, to je Balkan. To je Balkan. Jaz sem živel dol, jaz sem funkcioniram dol, poznam primere in to je Balkan. To je Balkan. Tudi kako ne pomislijo, da bo problem in da bo to novinar povedal, ne, in povezal. To ne počneš. Ne, na tožilstvu, kako to ne povežejo. Ne. Da ne smeš ti novinarja kar tako vabiti in ga zasliševati o virih. To niso prvič naredili. Ne. Bil je že tisti primer Metka, ne, ker je bilo isto. Kjer so tista zgodba takrat o tem, kdo je pošiljal metke okoli, ne, ki smo jo na Siolu objavili, je bila nerodna za Levico, ker je razkrila, da se lažejo, ko trdijo, da si Janez Janša sam poslal. In da so potem, ko sem jaz objavil, kdo je res poslal ugotovitvah policije, ki so bile točne, me je takoj povabili na zaslišanje, kdo so moji viri. To je bilo v interesu politične levice. Peter, to, kar zdaj govori, ali samo se ta stavk... Mene so zahtevali, da bi jim povem svoje vire, so me poklicali v zvezi s tistim pisanjem okolka Iga dol, pa Kašinarja, pa Subotiča in tako dalje. Jaz sem to zavrnil. In potem so pač izginili. Zdaj, ki je Peter o tem govoril, mislim, meni je to strašljivo, meni so preleteli zdajle preko glave primeri iz Srbije, Čuruvije, iz Črne Gore, umor, bom rekel, glavnega urednika, grožnje Audiću v Bosni in Hercegovini. Vse se je na isti začel.
da je policija, tožilstvo od teh ljudi torej zahtevala neke podatke in podobno, potem so se začela zasledovanja in vse to je pripeljalo, hvala Bogu, prav do Avdiću ne, ampak pri bom rekel, Čuruvi in pa v Črni Gori, pa do umora. In zdaj se odkriva, da je oblast stala za tem. In če mi pogledamo danes, da imamo mi na oblasti Zorana Jankovića, Goloba, ki so fascinirani nad tem režimom balkanskim, srpskim, potem je mene strah za novinarsko srednjo. Zdaj moramo še eno dimenzijo samo omeniti, ki pa je zelo pomembna. Zdaj, jaz sem omenjal težave z specializiranim tožilstvom. Mogoče si pozabil še Aleksandra Čeferina, ki se je družil z gospodi iz še ta primer, ki pa ni direktno političen, ampak je zelo blizu politike. Jaz sem zdaj govoril o specializiranem tožilstvu, ki ima lastne policiste za nadzor policije. To se tudi pojavi v drugem primeru. Ampak imamo še z enim fenomenom opraviti. Mi vemo, da je predsednik vlade v policiji izvedel večkratne čistke na vseh najpomembnejših položajih, in je zamenjal celo lastno notranjo ministrstvo in generalnega direktorja na odstavo enega, ki ni izpolnjeval temeljnih, nima vozniškega dovoljenja, da bi sploh lahko bil generalni direktor in je po odločitvi sodišča moral odleteti. Zakaj pa je spet to pomembno? Ko je nastavil svoje ljudi, ti ljudje odločajo, koga in kako se bo preiskovalo. Zato je ta sum NSI-ja, da bi lahko prišlo do zlorab pri Darsu, in da tam niso pošteno preverjali poslovanja, ampak da je šlo za to, da bi obračunali s Hajdinjakom, pa z NSI-jem, pa tudi s SDS-jem ali pa še s kom, utemeljen, smiseln, pameten, in da zdaj policija, tožilstvo in sodišče onemogoča preverjanje tega, z nekimi sodnimi postopki proti poslancem, ki so uradno pooblaščeni za nadzor. To pa je škandal. To pa je neverjetno. Jaz upam, da sodišče bo to norost ustavilo. Duško Jovanović je bil v Črni Gori, če se spomnite. Ampak Peter pa Miran, zdaj se pa zadeva očitno seli to na nek evropski paket, Ja, po nekih informacijah je na tožilstvo Mečkan zdaj pa kar panike, ker je prvič iz Evrope nekako prišlo jasno sporočilo, in tudi vidimo potem to reakcijo Šarca, Joveve, Nemca in podobno. Tako, da prvič se pa misli zdaj tle ustrajati, da je tudi Evropa zaskrbljena za stanje pravne države v Sloveniji. In te tedni bojo absolutno zanimivi za slovensko politiko in verjetno tudi za slovensko tožilstvo. Zdaj imam da se je zdaj EPP nekako. Ja, v bistvu so se prvič Mečkan bolj intenzivno vključili, in bomo videli, do kje bo to pripeljali. Jaz verjamem, da celo do tega odbora. Jaz mislim, da je Levica naredila strahovito napako in so dosegli kontraefekt, ki ga Levica govoriš kaj v bloku ali stranki? V celotni vladi kompoziciji, ker so nenadoma za to nepremišljenim ravnanjem naredili iz Mateja Tonina na ravni Evropskega parlamenta heroja, zvezdo, nekoga, ki je politično preganjan, zato ker izvaja parlamentarno funkcijo nadzora. Evropski poslanci se seveda se zavedajo svojega pomena in nevarnosti, da te izvršna oblast skuša onemogočiti, maltretirati, kar se tu dogaja več kot očitno. In to je pa res, so si zabili strašen avtogol. Če jim je v preteklosti uspevalo črniti na ravni Evropske unije ves čas desnico, kako je totalitarna, kako zlorablja oblast, so zdaj dali nenadoma desnim strankam v roke absolutne argumente, da so oni takšni, ne druga stran. In da res to počnejo in to povrh vsega proti evropskemu poslancu, ki tam sedi, ki se lahko sam brani, in ki lahko to pove. In ni težko pojasniti, on je bil dejansko nadzornik obveščevalnih služb, on ni to delal zasebno. Ja, poglej, ena bistvena razlika je, zdaj hočejo to, bom rekel, kot umešavanje. Slišali smo premierja Goloba, mislim, da to je škandal. Niso sami ti politiki, več čas izvažajo te naše zdaj hočem ti reči, da se zdaj Golob oglasi in govori o umešavanju. Jaz, če sem prav zasledil, Weber je samo napovedal neko kontrolo, ni bil v Sloveniji v smislu, da bi hodil po ustavnem sodišču, po vrhovnem sodišču, po ne vem kje tožilstvu, to, kar je počela Vera Jourova takrat. Pa ne edina, Skrivali so kasneje tudi upomnik in podobno. Zdaj te isti ljudje, ki so takrat s Cvetjem in Pogačo čakali Vero Jourovo, govorim o Ireni Jovevi, Šarcu, Golobu in podobnih, danes samo stavek Manfreda Webera označujejo kot umešavanje v slovenski pravosodni sistem. Poglejmo še več. To, kar lahko dela Levica, ne sme. Pa gre za bistveno več. Skrajna Levica. Za svojim nespametnim ravnanjem so oni prisilili Evropski parlament, da mora odločati o tem. Vse tam bojo morali odločati o vprašanju imunitete gospoda Tonina.
Weber ima obveznost zaradi ravnanja v Sloveniji, da se s tem mora ukvarjati in to mora preveriti, ali je tu mora biti prišlo do zlorabe izvršne oblasti naše, ne? Ali ni prišlo. To, da mu očita naš premier, da zdaj počne nekaj nezaslišanega, glejte, to je avtogol, to je sramota. Ne, ti ne moreš zakonodajalcu očitati, da mora odločati o imunitetnem postopku, ki je zaradi tebe. Kot izvršna oblast po vrhu vsega, ki je obtožena tu dejansko, da je kršila neke pravice poslancev in posegala vanje v Sloveniji, ne, tudi. Tako da to je neverjetno. Ampak zdaj po nekaterih informacijah naj bi celo zdaj, ne vem, bodo predstavniki slovenskega tožilstva morali na zagovor v Bruslju. To drži, v skrajni situaciji. Pred Evropski parlament. Ja, mislim, tam je ta odbor, kako se imenuje, Jure, ali ta pravosodje, pozabil sem. Govorimo o Evropskem parlamentu. Ja. On ima možnost pozvati oziroma obravnavati to zadevo in verjetno tudi pozanimati se na tožilstvu, povabiti tožilca. Vse morajo, če odločijo o imuniteti, morajo imeti da preverijo to zadevo. Jaz mislim, da to ni noben tak poseg, če lahko verijo hod po ustavnem sodišču. Verjamem, da tudi slovenskim tožilcem, konkretno gospe Bergantovi, se ne bo težava zapeljati do Bruslja in pojasniti postopke tega Kako pa naj preverijo, ali je upravičen kazenski pregon in imuniteta, če ne tako ne vem, zakaj pol ko prihajajo informacije iz tožilstva, da je pa nervoza velika na tožilstvu zaradi tega možnosti, da se to tega zgodi. Niso nekako navajeni. Ja, niso navajeni, verjetno. Najbolj že težko pojasniti Evropskemu parlamentu, zakaj preganjaš nadzornike obveščevalnih služb, ker so upravljali svojo vlogo, ki je normalna. To ne moreš pojasniti. Razen v Sloveniji. V Sloveniji pa to tudi našim medijem, tem provladnim, lahko to pojasniš. Ne? Zdaj, hkrati se pa zgodi še to, da Tina Brecelj, žena Miodraga Đorđevića, dolgoletnega predsednika Vrhovnega sodišča, dolgoletna pač nekako uslužbenka Vrhovnega sodišča, bila je celo njihova PR-ovka. Siva eminenca. Zdaj sem videl, da je ona v bistvu vodi odbor za zakonodajo, kako, ne? Kje, pri Levici? Ne, na Vrhovnem sodišču. Tam imajo neko službo. Zakaj ima Vrhovno sodišče službo za zakonodajo? Verjetno zaradi implementacije zakonodaje. Pa sodelujejo s parlamentom pri spremembah na svojem področju. Gre se za to, da zdaj ona naenkrat postane kandidatka Levice. Kaj je meni zanimivo in postane članica Levice, aktivira politično, tako dalje. Pazi, ona se je pred nekaj tedni prijavila na razpis za varuhinjo človekove pravice, kar pomeni, da je šla tja v bistvu kot tiha kandidatka Levice, na neko funkcijo, ki bi morala biti čisto apolitična. Drži vse, kar si povedal. Gre za žensko, ki je nekako menjavala v pravosodju te funkcije. Ne vem, ali je bilo to po potrebi ali ampak s tem avtiranjem je pokazala, da pravzaprav je bila vedno ideološka igralka nekako v teh zgodbah. Meni je pač nepredstavljivo, da nekdo, ki ima zmerno dozo sramu in pa morale, da bi preskakoval oziroma da bi to, kar si omenil, se prijavil za varuhinjo človekovih pravic in potem čez nekaj tednov skočil pa da v stranko Levica, ki pa je zelo obremenjena zaradi tega, kar se dogaja s Fotopubom, s Smodejem in podobno. In jaz sem celo zapisal, očitno je Slovenija država, v kateri prej prideš iz sodišča v Levico kot iz Fotopuba na sodišče. Zelo neokusna zgodba. Po svoje pa lahko tudi to znak, da se v sodstvu nekaj dogaja s tem novim vodstvom sodnega sveta, kjer se pravzaprav se je zahvalilo možu omenjene Tine Brecelj Đorđeviću, da tudi ona išče zdaj, bom rekel, zlato padalo in beži v politiko. Možno, da je to. Zgodovina je še bolj zanimiva. Ona je bila državna sekretarka pri pravosodnem ministru Klemenčiču, to je namestnica ministra, to je politična, strankarska funkcija, ne pravosodna. In ko se je končal mandat te vlade in je prišla potem naslednja vlada, ker je SD to prevzela, se je preselila in je gospod Florjančič, takrat predsednik Vrhovnega sodišča, takoj dal vodenje PR-ja službe Vrhovnega sodišča. Pazite, politiku, političarki, ki je že takrat bila partnerka pomembnega sodnika, gospoda Đorđevića, ki je pozneje postal tudi predsednik Vrhovnega sodišča. In takoj, ko je prevzela to funkcijo, se je vrnila z vlade, tudi tedajni PR-ovec pa je šel za namestnika ministra CD-ju, kar spet kaže na čudne povezave, so tam objavljeno nenavadno sporočilo za javnost, ki je povzročilo velik škandal.
Ker so sporočili, da oni selektivno spoštujejo odločbe Evropskega sodišča samo takrat, kadar je našemu vrhovnemu sodišču to všeč. In šlo je za sodbo o Pop TV, kjer je bil poročevalec gospod Đorđević. In to je bil PR, ki ga on vodila soproga. No, te sprege, ne, zdaj vidimo, ona iz vrhovnega, zdaj ni več glavna PR-ovka tam, ki skrbi za vtis javnosti, gre nabirati glasove, ker kandidati so v resnici vaba, za eno od stran vladne koalicije, Levica, to ustvarja nenavadno vtis. Sam še to bi rekel, bodimo pa pošteni, ona ni sodnica. To pa ne. Razumem. Ne, ampak kaj se pa zgodi? Mislim, te se postavlja vprašanje. Ona zdaj tam je zaposlena, na vrhovnem sodišču. To mora biti načeloma, ali si sodnik ali si sodnik, mora biti to videz neodvisnosti. Ja, nastavljali so visoke funkcije. In zdaj kandidira. In verjetno ne bo izvoljena, in tako pravi, da je vaba za volivce in se bo prosto vrnila nazaj. In bo spet postala neodvisna. Ja. Mislim, to je noro. To je noro. To imamo tudi novinarstvo, da si teh primerov. Ja, ampak to je noro, Peter. No? To je... Ampak sploh je zdaj vidim ta Levica, Zdaj Biserka malo Kmedeni je postala kandidatka, Pumpajo. Neki starejši gospe. Ja, verjetno so se telefončki zavrteli in Asta in Luka morata urediti, kar stilišta po telefonu, ker jaz dvomim, da so ta imena torej dvomim, da so izbranci Luke Mesca in Aste Vrečko, tako da čist iskreno. To se pravi nekdo drug zdaj kadruje. Jaz sem prepričan, da se tle pumpa Levico, ki je skupaj z Vesno zelo na meji, če ne celo pod mejo vstopa v državni zbor in seveda to je prvi koalicijski partner Goloba, praktično klon, programski klon Gibanja Svobode in pa Goloba in seveda, če se jim zgodi ta šok, da jim izpade ta stranka, oni ostajajo brez pravzaprav edinega in pravega zaveznika, ker nekako, ne glede na to, da je SD stranka privesek, jih ne moramo dajati v to skupino, ker praktično Golob oziroma Gibanje Svoboda v teh 4 letih je zakuhal en cel kup afer, SD v Levici pa ne. SD je tudi kar nekaj afer. Ampak vse so prišle iz... Ne vem, če si me razumel. SD-ju so zakuhali kar nekaj afer, Levici, ali so si pa sami, ampak pomagali so, recimo kadri Gibanje Svoboda. Levica praktično še tist, kar so afere, se pravzaprav mediji ne dotikajo. Tako da, se pravi... Ja, oni pa govorijo, da so stranka brez afer. Ja. SD in Prebilič, recimo, ali pa Dimovski zunaj... Ali se je pa skrilo afere, ker afera Radiator je direktno afera Levice, ena največjih... Hočem ti reči... To bi rekel, kjer se je celo meni zgodilo, ko sem šel s Jola, da so mi potem cenzurirali kolumno uredniško, ker sem pisal o tej aferi naknadno. Kaj takega se v zgodovini države, pa jaz mislim, da tudi v Evropi še nikoli ni zgodilo. Ravno to ti hočem reči, se pravi, pumpa se kadrovsko, jaz sicer mislim, da taki kadri, kot je Tinja Brecelj, ne prenesajo prav nič tej Levici, da bi ohranili to možnost torej te Golobove vlade. Če jim pa oni kot prvi izpadejo, je pa zadeva ampak si videl zdaj, ker je pač prišla zdaj na to predstavitev, ta Tina Brecelj skupaj z Asto Vrečko, zdaj ta, recimo to genezo, to njeno zgodovino, karijerno, ko si jo ti na hitre povedal, jaz sem začel, ti si jo pa potem še bolj, bom rekel, šel malo globlje v njo, še več tega, ja, ampak tega nišče od medijev ni omenil, ne? Nišče. Ko da je prišla z Lune, gospa, pa kada dela v nekem zasebnem podjetju, drugarima, da je prišla iz, se upravičujem, Deve Softa, tam iz razvojnega oddelka in je to pojačanje za nikomu Levico, zanimivo, od medijev se ne zdi spodno, da je kdo pride z vrhovnega sodišča na Levico in da bo šel zdaj nazaj. To vidiš, da široka koalicija, ki nam je vladala 4 leta, zajema dobršen del teh medijev. Ja, ki sodelujejo v projektu, kako nekako zagotoviti nadaljevanje te vlade, ker se jim koristi, predvsem pa, ker dosti denarja že zdaj dobivajo in ga hočejo še imeti. Čeprav pa mislim, da tudi če pride do zamenjave oblasti, bo isto mediji morali delovati in bojo financirani. Ja, če v taki obliki, pol je to zelo pesimistična napoved to, kar strašijo, kar v ozadju govorijo, da je medijski prostor zdaj odvisen od sedanje koalicije, ki je zdaj bogato financirala in ravno sprejela zakonodaje, ki to zagotavlja tudi naprej. Jaz mislim, da medijski prostor ni odvisen od sedanjih vladnih strank, da tudi, če pride do zamenjave oblasti, bomo še naprej imeli izbrani mediji, ki so zdaj izbrani, bojo izbrani tudi, govorim na pamet, pri spremembi pri Janševi vladi. Mora biti
bojo malo drugačne, ampak medije bomo še naprej imeli. Jaz upam, da bomo imeli boljše, ker ti mediji, ki smo jim zdaj priča, jaz mislim, da tudi novinarji to vedo, niso dobri in tudi za nje ni fajn delati tam. Vse to, kar danes govorimo o Tarči, no. To je katastrofa od medijev. Vem, Petersen, če bo tam, da jih ne imenujem, neki mediji... Če se tem medijem odtegne polovica tega kar dobijo iz države ali pa državnih boš podjetij. imel naenkrat medijsko sceno, na kateri polovice medijev več zalita z nezaposljivimi bo seveda ti, novinarji. ampak hoče več. Ampak država bo še vedno potrebovala neke medije, vsaka vlada se zaveda tega, da potrebuješ tudi medije. To se strinjam, to se strinjam. In bo tudi podprla neko kakovostno novinarstvo. Da, ampak kakovostno novinarstvo, ne ideološko novinarstvo. Gotovo pa ne bo podprla tega, da morajo imeti kaj je dodana vrednost? Novinarji, kaj za državo dodana vrednost obstoja reporterja Mladine? No, to se ne bi opredeljeval, tudi strankarski jaz se pa lahko. Obstaja. Kaj je dodana vrednost, da se skrivajo imena, ne vem, kdo je blokiral sankcije Dodiku, kdo ne piše v Zoranu Jankoviću in podobno. To ni za državo nobene dodane vrednosti. Jaz nimam problema s tem, da imamo tudi neke strankarske medije, to je normalno v vseh zahodnih državah. Imam pa problem, če so novinarji teh strankarskih medijev, kot je recimo Marcel, za propagandne namene angažirani v javni televiziji. To pa imam problem. To pa je zloraba. In celo javno govorijo, da zlorabljajo svoj položaj, povejo, da nas je jebeno več in zato ne veljajo nobena pravila pred prejšnjimi volitvami in potem so po volitvah zato še posebej nagrajeni. To pa je narodno in to mislim, da moramo rešiti in to ne na ta način, da se gre v drugo skrajnost. Da bojo zdaj nenadoma na javni televiziji samo še kadri iz nove TV Slo. Ker ta model nam je zdaj uveljavila svoboda. To bi bila norost. To bi bilo ponavljanje tega, kar ta vlada počne. No pravim, da ne bi bil dober izhod, ampak mi potrebujemo vendarle dobre profesionalne medije. Jaz sem laik na tem področju, vidva sta profija, ampak jaz si želim medije, ki bojo v koaliciji z menoj, z državljani, z narodom, z gospodarstvom v smislu pisati o tem, ali pa za socialno državo, ali pa za pravno državo. Take medije, jaz ne rabim skrajnosti, ki bo po nareku Goloba ali Mesca pisala. Zdaj bomo najprej gledali, koliko novinarjev nastopa za posamezne stranke. Imam pa zdaj samo še eno vprašanje, predno končamo. Recimo take zgodbe, kot je recimo tale tožilstvo NSI, ki se zdaj širi v Bruslju in podobno. Koliko recimo take zgodbe nekaj tednov pred volitvami vplivajo tako na odločitev? Jaz mislim, da je odvisno od stranke. Če imaš ti odločitev volivcev potem. Če imaš ti, tako kot ima Nova Slovenija, te vouterje, svoje znanje, recimo, jaz mislim, da jih prav dost ne bo, bom rekel, zamajala. Spomnimo se pa Viranta, ki ni imel znanih vouterjev, oziroma je še pridobival volilno telo, njega je pa takrat to celo zmaga kazala takrat, ne? Ja, njega je pa to zamajal. Če bi uspela zgodba Nike Kovač in Burgeri proti Anžetu Logarju, pa kakršenkoli nesmisel že je, bi verjetno tudi Logarje zamajala. Te tradicionalne stranke, ki pa imajo neko tradicijo oziroma neko dolgoletnost, pa jaz mislim, da jih ne moreš toliko s takimi aferami zamajati. Jaz bi bil dosti bolj previden. Pred 8 leti smo imeli en mesec pa pol pred volitvami položaj, ko sta bila po javnomnenjskih raziskavah na vrhu LMŠ, SDS pa SD skupaj. Kot zdaj. Pa smo imeli pa volitve, na katerih je bil rezultat, da je bila SDS 23, LMŠ pa 10, SD pa še manj. In se je to zgodilo v mesecu, pa dramatična zgodba. Kaj se je zgodilo? Da se v kampanji, tudi pri teh uveljavljenih strankah ali pa teh, ki jih pumpajo, lahko še dramatično kaj spremeni. To je odvisno po eni strani od spretnosti v kampanji, kako bojo zdaj tu naprej igrali. Tudi te zgodbe so vse pomembne. In če drug problem je, pri teh javnomnenjskih raziskavah, s katerimi imamo opraviti, mi ne vemo, koliko niso dejansko generirane. Ampak takrat, mislim, veš, Peter, takrat je bil, ta LMŠ je bila v bistvu bolj bliže tej poziciji Viranta, ne? Oni niso tradicionalna stranka bili, ne? Niso vedeli svojih voljivcev, ne? SD je takrat bila tudi... Ne, govorimo o LMŠ. Jaz govorim tudi o SD-ju, da je bila visoko, pa je pol zgrmela, ne? Ja, ampak SD ne to. Zakaj je bil položaj podoben? Ker takrat je bila tudi ta levo-liberalna vlada, Cerarjeva, kot zdaj, ne? Drug položaj, ko imaš desno vlado, takrat opozicija leva lažje štarta. Zdaj je težje štarta. Tako da treba biti previden, mi ne vemo, kaj bo v resnici, ampak ni pa res, da se ne morajo stvari še dramatično spremeniti in ni res, da je mogoče izključiti možnost, da Svoboda ne bo med prvimi 3 najmočnejšimi strankami.
To se lahko zgodi, da jih druge stranke iz leve prehitijo. Lahko Kot se je zgodilo stranki Mira Cerarja. Ja. Dobro, smo končali, ne? Ne vem, Razen če je še kaj v tej zvezi, kaj nujnega, kar je treba povedati do naslednjega torka. Ne, čakamo tiskovno konferenco danes RTV-ja, ne? No. Ja, Posneli smo pred pa upajmo, da naslednjič boš lahko vodil, da ne boš spet na sodišču. Prvo naslednjo obravnavo imam zaenkrat sklicano 23. marca, to se pravi, smo sklicali po volitvah in ponedeljek. In ponedeljek ni na dan snemanja. snemanja. In ponedeljek. Kako? In ponedeljek, ja. Čeprav bomo takrat snemali v resnici, tako po volitvah, tako da moramo zelo hitro komentirati. Skratka, Miran pa Peter, hvala, da ste prišli danes v studio za vajne komentarje, je bilo precej tako dinamično. Vidimo se seveda naslednji torek, ko nadaljujemo z debato o politični kampanji, takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.